Predstavljajte si za trenutek, da ponavljamo iste korake, ki so pred skoraj 5 leti privedli do ruske invazije na Ukrajino. Zdaj si še predstavljajte, da medtem ko so opazovalci vojne, od zaskrbljenih do popolnoma prestrašenih zaradi situacije, vsi glavni mediji zgodbo potisnejo v ozadje. Smrt Dolly Parton, naraščajoča trgovinska vojna s Kanado, preizkušnje in težave določenega avstralskega breakdancerja. In karkoli že je tole o mrtvem dvigu. Kar imam v mislih, je obisk direktorja CIA Johna Ratcliffa v Moskvi v torek. Hiter obisk, ki je trajal le približno 8 ur. Seveda obstaja nekaj razlogov, zakaj bi se Ratcliffe lahko odpravil na to potovanje. Danes pa se želimo sredotočiti na glavno skrb, da so Združene države razkrile načrt Kremlja za začetek nove operacije proti zavezniku NATO in da je bil tam, da bi Kremelj opozoril, naj tega ne stori. To bo naše glavno področje zanimanja, ker bi imelo največje posledice za mednarodne odnose. Poleg tega pa veliko dokazov v zvezi s potovanjem nakazuje, da je to prava razlaga. Ne smemo zanemariti drugih možnosti na tem seznamu, oziroma vsaj večine izmed njih. Če bi bila ena od teh razlag prava razlaga, bi bilo glede potovanja nekaj zmedenih in nepojasnenih vidikov. Torej, poglejmo, kaj o tem potovanju vemo do zdaj. V nedeljo zvečer sta z letalske baze Andrews poletela vojaško transportno letalo C-17 in poslovno letalo C-40B. Ratcliffe je bil verjetno na letalu C-40B zaradi osebnega udobja. Letala sta v ponedeljek zjutraj pristala v Rigi v Latviji in, zapomnite si to za kasneje, tam ostala ves dan. Nato je v torek zjutraj bolj varno letalo C-17 odletelo v Moskvo. Tam je ostalo približno 8 ur, preden je poletelo nazaj v Rigo, kjer je domnevno Ratcliffe ponovno prestopil na letalo C-40B, preden se je odpravil domov. Razlog, da je to potovanje vzbudilo toliko rdečih zastavic v varnostni skupnosti, je v tem, da je zelo podobno potovanju, ki ga je takrat opravil direktor CIA in posrečeno poimenovani William Burns, je opravil novembra 2021. Da orišemo ozadje, so analitiki javno opazili, da Rusija mesec prej kopiči vojsko blizu ukrajinske meje, vendar pa takrat še ni bilo takojšnje javne zaskrbljenosti. Rusija je izvedla podobno mobilizacijo prejšnjo pomlad, ki pa na koncu ni vodila nikamor. Nasprotno pa so ameriške obveščevalne službe zaznale signale, da Kremelj tokrat načrtuje narediti več. Burns je odšel v Moskvo z enostavno, a ključno nalogo. Opozoriti ruske uradnike, da Združene države natančno vedo, kaj je Kremelj načrtoval, da bodo Združene države na vsakem koraku razkrivale poteze Kremlja in da naj prenehajo, preden naredijo kaj neumnega. Ruski uradniki so se pretvarjali, da nimajo pojma, o čem govori. In možno je, da so bili nekateri resnično brez pojma, ker jih je Putin izključil iz dogajanja. Ne glede na vse, je Rusija še naprej hodila po prepovedani poti. Združene države so resnično napovedale vsak korak, ki se bo zgodil v naslednjih 3 mesecih. Evropa je podcenjevala grožnjo, vendar so imele ameriške obveščevalne službe prav 24. februarja 2022 z začetkom invazije. Nazaj k trenutni situaciji. Zadnji mesec je bilo veliko obveščevalnih govoric o možni ruski operaciji proti Poljski ali baltskim državam. Možnosti tukaj so zelo različne. Majhen vdor na območju, kot je Narva, ruska letala, ki po nesreči prečkajo zračni prostor zaveznikov, več dronov namenjenih za Ukrajino, ki pa zaidejo s poti. Celo možnost uporabe zajatih ukrajinskih dronov za napad na baltsko ali poljsko infrastrukturo. Kot da bi želeli ustvariti vtis, da Ukrajina namerno napada NATO iz določenih razlogov. Toda zakaj bi Rusija želela izzvati NATO, ko pa Kremelj komaj obvladuje dogajanje v Ukrajini? To je pogost odgovor. In odgovor je, da bi Kremelj res rad mobiliziral več vojakov za boj v Ukrajini, vendar je to trenutno politično nepopularno stališče. Torej, načrt za zdaj se zdi naslednji. Prva faza – izzvati NATO. Druga faza – zbrati podporo ruskih množic za strožje varnostne ukrepe. Tretja faza – dobiček. Ali pa usmeriti to energijo v Ukrajino, ker bi bil dejanski spopad z NATO-jem neumna ideja. Očitno bi moral Kremelj zelo previdno oblikovati to politično argumentacijo za domače občinstvo. Glede na vse nekonvencionalne operacije, v katere se je Rusija že vključila, se zdi, da je to nekaj, kar želi Kremelj preizkusiti. Dejansko Ukrajina že več kot mesec dni javno opozarja, da Kremelj načrtuje novo mobilizacijo, verjetno z načrtovanim datumom po septembrskih regionalnih volitvah. Obstajalo je veliko razlogov za previdnost glede teh ukrajinskih opozoril.
Ukrajina je podobne stvari povedala že prej, poleg tega pa obstajajo tudi spodbude za napačno predstavljanje resničnega stališča Kremlja. Toda kombinacija teh razkritih obveščevalnih poročil in nekaterih opaznih, čeprav še vedno začetnih korakov, ki jih je Rusija sprejela za obvladovanje večjega števila vojakov, je ponovno vzbudila zaskrbljenost, da se morda res nekaj dogaja. In to nas pripelje do torka. Če vas tako kot nekatere v obveščevalni skupnosti skrbi prej omenjena varnostna situacija, je najbolj verjetna razlaga za Radcliffovo potovanje naslednja. Združene države so zaznale signale o resnejši in ali bolj specifični grožnji. Radcliffe je zahteval srečanje s Kremljem v zelo kratkem času. Odletel je tja, predstavil obveščevalne podatke, ki so jih ZDA in njihovi partnerji na vzhodnem krilu pridobili, jim dal isto opozorilo, kot jim ga je Burns dal pred 5 leti, in odšel. Ne pozabite, cilj 5. člena je, da ga nikoli ni treba uporabiti. To še toliko bolj velja za Trumpovo administracijo, ki bi se raje izognila evropski politiki, a bo tam obtičala več mesecev, če se bo to nadaljevalo. To je veliko bolje za vse v zahodni koaliciji. Združene države, Baltske države, Poljska, ostalih 27 zaveznikov NATO in Ukrajina, če ta načrt nikoli ne zaživi. Zdaj obstajata dve opazni značilnosti tega potovanja, ki podpirata to teorijo. Prvič, Radcliffe je bil osrednja vpletena oseba. V tem trenutku ni nenavadno, da uradniki Trumpove administracije obiščejo Moskvo. Toda Witkoff, Kushner in drugi to počnejo kot diplomati. Radcliffe ni diplomat. On je vodja obveščevalne službe. In čeprav se vodje obveščevalnih služb tu in tam ukvarjajo z dejavnostmi, ki so povezane z diplomacijo, imajo te običajno neko obveščevalno komponento. Poleg tega je Radcliffe eden največjih nasprotnikov Rusije v Trumpovi administraciji. Po izbruhu v ovalni pisarni je Radcliffe prepričal Trumpa, da morajo Združene države ponovno vzpostaviti izmenjavo obveščevalnih podatkov z Ukrajino. Informacije, zlasti o lokaciji ruskih zračnih obrambnih sistemov, so bile ključnega pomena za ukrajinsko kampanjo proti rafinerijam. Prav tako Radcliffe ni tipična oseba, ki bi jo Trump ali kdorkoli drug poslal na potovanje v Moskvo v iskanju diplomatskega preboja. Drugi del je bolj subtilen, a tudi bolj zaskrbljujoč. Spomnite se, da je Radcliffe preživel dan v Latviji. No, dvomim, da je bil tam zaradi ogleda znamenitosti. Bolj verjetna razlaga je, da je šel tja, da bi Latvijo seznanil z obveščevalnim poročilom. To bi lahko nakazovalo, da je Latvija verjetna tarča. Vendar bi tukaj pozval k previdnosti. Nisem mogel najti informacij o lokaciji Radcliffovih kolegov iz Estonije, Litve ali Poljske v ponedeljek. Možno je, da so se vsi na skrivaj srečali v Rigi, da bi uskladili ukrepanje glede širšega problema. In to je, bolj ali manj, trenutno stanje tukaj. V naslednjih nekaj dneh bomo morda dobili še kakšno dodatno razkritje o srečanju, ali pa če bo Rusija nadaljevala svojim načrtom, bomo začeli prejemati javna poročila, namenjena razkritju zarote. To je ena tistih stvari, na katero se bomo morda čez 3 mesece ozrli kot na ključen dogodek v svetovni zgodovini. Ali pa bodo vsi čez 3 mesece na to pozabili, ker je opozorilo doseglo svoj namen in je bil to ključen dogodek v svetovni zgodovini, tudi če ga nihče ne prepozna kot takega. Za popolnost bi morali nekaj časa posvetiti tudi drugim teorijam o namenu potovanja in katere vprašanja ostajajo neodgovorjena glede na to, kar vemo. Najprej, morda je Radcliffe prišel, da bi Putinu osebno predstavil poročilo o dejanskem stanju vojne v Ukrajini. To jemlje, kar Putin javno govori o vojni. Zares. Torej, da verjame, da je Rusija veliko uspešnejša pri premikanju fronte črte, kot je v resnici. Torej je bil Radcliffe tam kot del intervencije CIA, da bi skušal prepričati Putina, da so njegovi generali spet odrezani od realnosti in da ponavlja isto napako kot februarja 2020. 2. Mislim, da je ta razlaga verjetna, vendar težko verjamem, da je Putin tako naiven. Da na začetku invazije je bila očitna informacijska vrzel. Kremelj je to popravil v nekaj mesecih, zato bi se moral ta popravek v tem času izničiti, da bi to imelo smisel. Tukaj bom omenil še 2 stvari. Prvič, sploh ne vemo, ali se je Radcliffe srečal s Putinom na tem potovanju. Verjetneje je, da je večino časa preživel s svojim kolegom Sergejem Nariškinom, ki ga boste morda pomnili kot tistega, ki je po nesreči razkril načrt Kremlja za Donbas na predvečer invazije. Tiskovni predstavnik Kremlja, Dmitrij Peskov, je zanikal, da bi se Putin srečal z Radcliffom. Pri tem pa nerodno niti ni potrdil, niti zanikal, da je bil Radcliffe sploh na tem potovanju. Putin naj bi bil torek v Moskvi. Tukaj so fotografije srečanja z guvernerjem južne oblasti. Vendar je spletna stran Kremlja znana po namernem zavajanju glede resničnih časov srečanj Putina, zato temu ne bi preveč verjel. In drugič,
Putin je že prej deloval nezainteresirano na podobnih srečanjih. Ko je Burns obiskal Moskvo, je moral Putinu telefonirati. Voditelj je bil v Sočiju in se mu ni zdelo vredno priti v lastno prestolnico. A to je bilo tudi med pandemijo. Soči pa je bil del Putinove strategije ublažitve, zato je težko oceniti, kako pomembno je to danes. Naslednja teorija je, da je šlo za neko vzajemno uslugo, v katero je bil vpleten Iran. Praktično je javna skrivnost, da Rusija pomaga Iranu pri trenutni krizi v Hormuški ožini. Radcliffe je zato odšel v Moskvo, da bi prenesel sporočilo, naj prenehajo. Morda pa je ponudil tudi kakšno izmenjavo, da bi zmanjšali podporo Ukrajini. To bi se ujemalo tudi sporočilo ministra za finance Scotta Bessenta o gospodarskem D-dnevu, ki je na koncu vsebovalo veliko nejasnih groženj namesto konkretnih ukrepov, ki bi se dogajali zdaj. Kakorkoli že, to bi ocenil kot možno, vendar manjka na nekaj področjih. Prvič, Radcliffe je čudna oseba za to nalogo. To bi bila zadnja oseba v administraciji, ki bi mislila, da je pomoč Rusiji glede Ukrajine dobra ideja. Obveščevalni vidik tega pa manjka. Morda je bil tam, da obvesti Kremelj, kako so Združene države izvedele za ruske posle z Iranom, ampak to je malo pretirano. Tisto, kar je že javno znano, je več kot dovolj. Drugič, nenavadno je, da bi to opravili osebno. Osebno običajno pomeni, da gre za sestanek z določenimi niansami, medtem ko bi se lahko predhodni predlog za uslugo v zameno preprosto uredil po telefonu. In končno, in to bo zdaj pogosto vprašanje, zakaj je Radcliffe preživel ves ta čas v Latviji? Morda sta bila oba postanka nepovezana, vendar bi bilo nenavadno, da bi se srečal z zaveznikom in nato takoj zatem izdal svojega zaveznika. Morda je bil obisk Rige namenjen temu, da bi iz vljudnosti opozoril, da se bo to zgodilo. Če je tako, bo o tem kmalu kaj pricurljalo v javnost. Tretja alternativna hipoteza je dolžnost opozoriti. Morda se spomnite, da je Bidenova administracija poskušala opozoriti Rusijo na napad skrajnežev, tik preden je napadalec leta 2024 udaril v koncertno dvorano. Morda je na obzorju novo opozorilo in Radcliffe je odpotoval tja, da bi predstavil obveščevalne podatke, ker Rusija prejšnjič ni poslušala. To še vedno odpira vprašanja o Latviji in ali je telefonski klic dovolj, glede na to, da je odgovornost na Rusiji, da posluša, ne pa na Združenih državah, da razlagajo. Številka 4 je pogajanje o izmenjavi vohunov. Možno, vendar spet, zakaj Latvija? Tudi to, da so vodje CIA vključeni v pogajanja o izmenjavi vohunov, je normalno, vendar je nenavadno, da to počnejo osebno. Peta možnost je ponovno odpreti pogajanja, kot je bilo omenjeno prej. Zdaj prehajamo na zgolj mogoče. Ampak Latvija? In zakaj to počne Radcliffe? Še vedno ni diplomat. Moral bi domnevati nek obveščevalni vidik ponovnega odpiranja pogajanj. Poglej prejšnje primere z Venezuelo in Kubo, ko je to naredil pred kratkim. In potem pridemo do številke 6, ki je očitno smešna, a kljub temu predmet številnih amaterskih teorij. Radcliffe je bil tam, da bi sodeloval z Rusijo pri uničenju zahodnega zavezniškega bloka. Mislim, ali ni očitno? Misija je bila skrivnost, dokler ga poleti niso razkrili. Ne, to, da je bilo skrivno, ni nič nenavadnega. Tako so potekala tudi prejšnja tovrstna potovanja, vključno z obiskom Bernsa. Ampak ali ni očitno? Združene države so celo Ukrajini naročile, naj v tistem času ne strelja na Moskvo. Ne, to je zato, da Ukrajina po nesreči ne bi ubila vodje CIA. Samo predstavljaj si kaos, ki bi ga to povzročilo. Prav tako Združene države povedo Rusiji, naj stoji enako v Kijevu, ko ameriški diplomati obiskujejo mesto. Pravzaprav, Keitha Kelloga v šali imenujejo zavetnik Kijeva, ker je bilo vedno čudežno mirno, kadar je obiskal mesto. Ampak ali ni očitno? CIA je bila ves ta čas v navezi z Rusijo. Ne, niso bili. In če bi prej poslušal, bi vedel, da je ravno nasprotno. Poglej, razumem, da je Trump v zadnjih 19 mesecih naredil veliko spornih stvari z evropskega vidika. In tudi razumem, da niansa ni priljubljena v letu gospodovem 2026. Ampak mislim, da je pomembno dejansko razumeti, kaj Združene države počnejo in česa ne počnejo. Ena od Trumpovih pritožb je, da so Združene države desetletja vlagale veliko truda v pomoč pri evropski varnosti, Evropa pa tega ne vrača in je nasplošno nehvaležna. Za trenutek pustimo ob strani, ali ima s to oceno prav. Kaj nam pove dejstvo, da je prevladujoče mnenje na internetu, da so Združene države odšle v Moskvo, da bi izdale Evropo? Dokazi, predstavljeni v podporo temu, so očitno lažni in vsak, ki je kaj prebral o Radcliffeu, bi vedel, da dokazi govorijo nasprotno. In, kar je morda še huje,
Kaj nam pove dejstvo, da je to v nasprotju z mnenjem njihovih izvoljenih predstavnikov, ki so bolje seznanjeni s situacijo? To v bistvu povsem podpira Trumpovo pripoved, da je Evropa nehvaležna za to, kar Združene države počnejo. V tem, da je zadnja stvar, ki bi jo ta množica želela narediti, dokazati, da ima Trump prav, je precejšnja ironija. A to se zgodi, ko izražajo močna mnenja o temah, o katerih nimajo pojma. Torej, še ena zadnja misel za konec. Na koncu koncev ne vem, o čem je bil moskovski sestanek. Pravzaprav nihče ne ve, razen tistih na visokih položajih, ki so bili uradno seznanjeni z zadevo. Bistvo je, da prenagljeno sklepanje, še posebej takšno, ki je hudo v nasprotju z dokazi, morda ni najboljša ideja. In to velja še toliko bolj, ko se svet okoli nas skorajda podira. Ko pa apokalipsa res pride nad nas vse, boste morda veseli, da imate eno od teh dveh tiskanih knjig na svoji policiji. Imajo digitalne izdaje, a vam to ne bo prav nič pomagalo, ko bodo začeli padati elektromagnetni impulzi. Za več informacij o njih preverite opis videoposnetka. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.